Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. Danes sem za trenutek popustil in dopustil in si dovolil. Za trenutek sem si dovolil mini trenutek sanj, trenutek svetlobe, trenutek neke druge sreče ali bolje rečeno neke druge varnosti in brezskrbnosti. Za trenutek sem se vprašal, kako bi bilo, če bi bilo. Za trenutek sem si rekel, mogoče pa. Za en mali trenutek sem upal na eno lepo spremembo v življenju. Namreč danes zjutraj je obstajal trenutek, ko sem si dovolil upati, dragi kolega, da si ti, Marko Fras, zadev na loteriji, ker si zamujal na sestanek. Ziher. Zakaj te ni bilo? Zakaj si zamudil? Je dimnika razna doma. Ja, okej. Anja je ta teden na dopustu, tako da Ja, juhu. Ok, če slučajno še niste šli na totiradio.si, kjer imamo tudi tako imenovano audio špajzo, dajte to storiti, ker je noter v bistvu vse najdete, ne? V bistvu res, ja, ker če zamudite recimo toto jutro, lahko greste gor, poslušate podcast tega jutra in ste na tekočem, ne? Tako. Isto velja za Fras in Medvard Show, če kaj zamudite. Tiste najboljše Tomaževe vice jaz hranim pa uploadam. Ja. Lahko potem se krohotate doma, tudi v dnevni sobi, kot družina. Ja, če pa to ni dovolj, pa je na totiradio.si tudi slika od Frasa. Ja, je dovolj vse ostalo že. Tistega ni treba, imam tak zbris. Eno, če bi se radi krohotali. A ja. Nisi zastopal. Ne, viš, zato imaš ti vice. Okay. Med vsem tem pa najdete tudi ogromno izvrstnih in zanimivih pogovorov in intervjujev. Med njimi pa tudi intervju z Žanom Serčičem in Arjano Lukas, ki sta bila kdaj v petek pri nama tudi, petek, ja. No, evo, in sta predstavila pesem, ki jo bomo pravkar slišali. Mars in Venera. Kaj sva mi dva, kaj sva si dala, kaj vzela si. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11:13, ponedeljek 8. junij in čas je za profesorja Križaniča mlajšega. Tako, lepo zdravo. Profesor. Zdravo. Star je star danes, tako da. A danes praznuje svoj rojstni dan. Zato ima vse najboljše. Vse najboljše, stari profesor. Tako, vse najboljše in dosti Avstrije še v prihodnje. Mislim, da mu ne rabimo niti enkrat reči. Kaj imamo? Imamo nekaj. Kaj si je sam nastavil, ko ima? Ja. A si je? Ja. In sem vesel, da si je nastavil, ker tudi meni zelo ljubi. Okay. Gremo v leto 82. The Message skupine Grandmaster Flash and the Furious Five je takrat išel in velja še danes za eno najvplivnejših rap skladb vseh časov. Oziroma, ker skoraj da začeti. Ja. Če ne prva, tako prav bolj. Čist prva, ni prva, čist je bila ena druga, ampak je tako, tu so začeli. Oni so sicer zgledali kot neki hudi punkeri takrat, če boste šli gledati, kako so bili zneti, pa zvešeno. Ja. Taki uličari. Totalni, ne? In tudi ni zdaj, ker ko danes se spomnimo na rap komade, se spomnimo na kako se hvalijo, pa kako kažejo, kaj imajo, pa kaj vse bi mi imeli, pa lalala. No, na mesto običajnega tega hvaljenja in vsega je pesem prikazala težko življenje v revnih četrteh New Yorka. Besedilo govori o revščini, kriminalu, brezposelnosti in družbenih problemih, ki so jih takrat imeli kar nekaj, ne? Yeah. Referen Don't push me, cause I'm close to the edge. Yeah. I'm trying not to lose my head.
ne vem zdaj dalje. Ja? Postal je ena najbolj prepoznavnih vrstic v zgodovini. Res je. Ja. Tako da, kaj bi vam govoril? Ja, no, ampak malo, zdaj tako si predstavljam, da verjetno izgledajo tako kot lopovi oziroma tisti slabi iz policijske akademije. Ja. Enih par je za oni, veš. Ja, tako, ja, pa vuni v mali ulici, nekaj pa brke. Pogugla jih pa že videl, da so pa taki. se obrne, pa ima slučajno nagorit. Slučajno. Pa muteca, že. Perajt. Okay. Daj muziko. No. Don't push me, ne. I'll push you. Včeraj se je odvil že 10. tek pod Pohorjem in seveda smo tudi mi bili prisotni in ko rečemo prisotni mi, ne? Ja. Misliva Jegra. Matic Jeger je bil tam. Tako, Jeger je bil tam s svojim večnim rivalom, županom občine Hoče Slivnica Markom Soršakom. Ja, in danes jutraj je malo podoživel včerajšnje dogajanje. Kubeca, župana imamo na nišanu. Lepo imamo taktiko, da samo sledimo, pa pol na koncu, ne? Tako se dela, jaz mislim, da plenilci so vsi isti, ne? Samo je pa župana stavil kar tempo, ne? Ja, malo se je pred zaknal, ne, gleda. Ja, jaz sem računal na to, ne? Mater, meni ura vrdečo skače, ko gledam puls. Wow. Dobre, imamo to. 3 kilometre za mano, da je spusti župan, pa da ga, veš kaj, ne? Zdaj je tako, ne? 15 metrov pred mano, imam ga vidno v vidnem polju. Samo, ne vem, veš si ti, no, če ga nas dobil, nima več dosti cajta, 3 km pa pol. No, ampak naj samo povem, na koncu sem ga dobil, nisem ga pa prehiteval. Na koncu smo imeli enak čas, to je bil 43 minut in 54 sekund. Sicer na končni razvrstitvi je bil župan na 70. mestu, na 71. mestu, ampak to samo zaradi tega, ker je žena rekla, da ni kavalirsko vse deklet prehiteva. In jaz pol nisem, ne, ker je žena laufala zraven. Smisel, da si njemu rekel, zdaj prav kar daj. Ne. Ampak je pa bil gospod župan mož beseda. Evo, če pa kaj je pa hoški župan, dr. Marko Soršak, mož beseda, bil je za mogoče kako sekundo prej v cilju in zdaj je pač naredil to, kar smo se stavila, tako da gospod župan, na zdravje. Zdravje. Vaše. Doba vaše, ja. Kak je šlo? Je naporno, že misliš, vleče, samo na koncu pa hveljev napitek vse odtehta, ne? Samo jaz moram reči, da jaz sem nekaj treniral, pa ste bili vseeno dobri. Celi cajt ste bili tako 20-30 metrov pred mano, komaj na koncu dobil. Ja, žena poleg laufala, pa mišični smo vinili, pa letiš. Ja. Ampak vseeno, tako potegnemo črto, na koncu sem ugotovil, da ni bila to prava motivacija tekmovanja županom, ne? Ker zmagovalec teka na 6,5 km je zjutraj peljal ženo k frizerju, pa na make-up, pol je prišel odlaufat, pa šel na lastno poroko. Tako da, to je prava motivacija, da zmagaš. Ha? Kralj, Si misliš? si ti, no. Z Jegrom pa smo se malo menila, pa Sego pa kaj si, mislim, 6,5 si laufo, ja. Pa prav prelaufo, si 6,5. A ne, hodov mes. Si se ja dobro. Poznamo Öcija, ne? Ja, DJ-ja, Antona Stir, ali pa hej, me, ali pa Sweet Carol, ali si mislil ti Einstein, der deinen Namen trägt? Kaj si mislil? Nič od tega nisem mislil Gerharda, oziroma DJ-ja Öcija, pač pa Mumijo. A ja? Öci, ne? Ok. No, zdaj vemo, o čem govorimo. Ja. Mumija, več kot 5000 let stara. Na Öciju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih, oziroma niso si čisto enotni, lahko da so samo potomci tistih originalnih organizmov iz časa, ko je Öci bil še živ. Ja, Skratka, nekaj živega je gor na njem. Super. In v telesu tudi. In med temi organizmi so bile tudi 4 vrste hladnoljubnih kvasovk. Ne? To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju, iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober.
In da bi te kvasovke v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih. Ker je bilo testo tako dobro. Svetovno. Ti bi imel Öci Light, ne pa Öci Lager. Ja. Bojo naredili. Zakaj pa ne? Svetovno. Ali pač. Pa niti se ne more v grobo obračati, ne? Kaj ga imajo tam v alufoliji. Ja. Koliko so dojka, kot ti mama da veš v nedeljo. Še 10 minut in ura bo 3, če slučajno ne veste, kje se vas glava drži. Aha, kakšen rimar si ti. Lepo pozdravljeni, še posebej lep pozdrav vsem skupaj, ki morate danes v trgovino. Malo prej sva gotovila, da tudi mi dva morava, ampak da imaš ti še bolj izjemen potek popodneva. Tako. Jaz moram namreč najprej iti cote dati vun iz stroja. Pa kaj še boljše? Kaj? Ker se mi nikoli ne da pobrati jih dol, ko so suhe. Ja, tako da še. Moram vedno najprej si v korpo zložiti suhe. A ja, tak še? Ja, pa nest gor, pa iti s korpo do stroja, pa s korpo do tja, pa obeštit. Ja, čestitke. Vidim, da imaš pestro ponedeljkovo popoldne pripravljeno. Pol in pa v trgovino. Ja, tak je život, ne, kad tečeš. Ide dalje. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.